liričnih motivov, ustvarjenih v oljni slikarski tehniki, na stopnišču pa imamo slike ustvarjene v tehniki akvarela. Tu pride do izraza še vedno avtorjeva lirična drža, torej pripovedovalca, opisovalca, vsega tega, kar njegovo oko zazna, hkrati pa tudi tukaj čutimo eno izjemno žlahtnost barvnega prelivanja, pretakanja, ko avtor dopusti, da posamezni barvni madež odreagira samo slikovno podlago z belino papirja in dobi eno svobodnejšo formo. Janez Kovačič je torej mojster svojega metjeja, v upodobitvah je jasen in prepoznaven, zato boste tudi na teh slikah lahko prepoznali dobesedno dokumentarno vrednost posameznih miljejev, tudi poklonov sami Brezovici, hkrati pa boste čutili te njegove notranje, tankočutne strune, na katere igrajo vse te vizualne informacije in potem se iz tega porodi tisto, kar je seveda neka paralela stvarnosti, ampak zgnetena in izoblikovana v avtorjevi notranjosti. In zato nas njegove slike nagovarjajo še bolj močno in še bolj tankočutno od tistega, kar naše oko zaznava v stvarnosti. In umetnost, kot sem že omenila, je resnično namenjena človeku. Tukaj ste omenili, da se vzgajajo mlade generacije otrok in v bistvu mladi in res verjamem, da bo ta razstava imela tudi to edukativno vlogo, kaj lahko človek naredi iz sebe, pa čeprav v težkih razmerah, kako je pomembna vztrajnost, kako je pomembno prisluhniti vsemu temu, kar nas obdaja, kako pomembno je prisluhniti drug drugemu in koliko lepote je okrog nas ter v nas. Tako da ne bo ta razstava res samo paša za oči, ampak tako kot se dela rojevajo v slikarjevi notranjosti, tako verjamem, da bodo v notranjost vseh, ki se bodo ob njih zaustavili, tudi vi danes, da se bodo prav tam osmislila in tudi se globoko usidrala. Torej, to niso samo zapisi lepega in dovršenega, ampak tudi sporočilnega in naj kot takšni odigravajo tudi svojo vlogo. Iskrene čestitke avtorju ob tem plemenitem dejanju, čestitke za celoten opus, ki ga je ustvaril, in vi res se prepustite vsem tem barvam in oblikam in čutenjem in tako naprej. Hvala lepa.